Mestna občina Kranj je vključena v aktivno partnerstvo pri projektu Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki ga vodi Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Projekt, pri katerem so sodelovali še Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Vzgojni zavod Kranj, Dnevni center za mladež Krlovec in Društvo za nenasilno komunikacijo, je upravičil svoje napovedi. To je zelo pomemben projekt, tudi financiran z norveškega mehanizma, vključena zelo široka družba. Bi pa rekel, da mogoče tisto, kar meni kot laiku je najbolj pomembno, da poudarjajo tudi socialne in emocionalne kompetence, o čemer v Sloveniji premalo govorimo, so pa po mojih izkušnjah tako pri komunikaciji, pri uspehu, pa tudi pri nasilju nekje 80 do 90% ključa, da se to zgodi, da povemo, če se nasilje dogaja, je eno, da se upremo nasilnežu kot skupina na pravilen način, je drugo, in vse to je del teh socialnih in čustvenih kompetenc. Mi smo se povezali v en partnerski konzorcij, lokalno v Kranju, tudi nacionalno z Društvom za nenasilno komunikacijo, akademsko sfero smo vključili z Inštitutom za kriminologijo. Tukaj v Kranju smo vključili Osnovno šolo, Vzgojni zavod, Center za socialno delo oziroma Škrlovec, Dnevni center za družine in mladostnike in tudi Mestna občina Kranj je pravzaprav partner tega projekta in mi vsi skupaj si prizadevamo z nekim sistemskim pristopom in partnerstvom v skupnosti naslavljati in se ukvarjati pravzaprav zelo sistematično z učenci, z zaposlenimi in s starši in potem s skupnimi prizadevanji se spoprijemati tako preprečevalno kot potem tudi obravnavno seveda s temi problemi medvrstniškega nasilja. Projekt, ki se je začel februarja lani in se bo zaključil avgusta letos, predstavlja model dobre prakse. Ki smo ga zdaj tudi na koncu projekta ovrednotili, statistično tudi z neko resno statistiko. Na začetku smo seveda posneli stanje, da smo ugotovili, koliko je teh problemov, kakšni problemi so, kakšni so izzivi šole, katere so močne strani šole, katere so še šibkosti. In zdaj, ko smo seveda po vseh teh projektnih prizadevanjih situacijo ponovno izmerili z anketiranjem, zelo obsežnim anketiranjem, smo ugotovili, da se je zmanjšalo tako število povzročiteljev vrstniškega nasilja kot število žrtev. Tudi otroci, priče, opazovalci poročajo o manj zaznanega nasilja, agresivnost se je zmanjšala, izboljšala se je klima v razredih na šoli in pravzaprav se je pokazalo, da je ta naš poskus izboljševanja šolske skupnosti, vzdušja, odnosov nek pravi pristop. Če je projekt prinesel dobre rezultate, pa ob njegovem zaključku na koncu poletja ni bojazni, da bi se medvrstniško nasilje na osnovnih šolah vrnilo v veliki meri. Mi poskušamo zdaj motivirati, okužiti na nek način seveda tudi ostale šole in jim ponuditi ta naš model kot neko res prakso, ki je vredno upoštevanja, ampak ne v smislu predpisovanja, kako naj se druge šole tega lotijo, ampak zgolj kot nek okvir, kot smernice, kot zemljevid. In da potem znotraj tega seveda šole izberejo tiste elemente našega pristopa, ki ustrezajo njihovim potrebam, ki so ustrezni za njihove specifične kontekste. Projekt, ki je bistveno pripomogel k zmanjšanju nasilja med osnovnošolci, je fleksibilen. Naloga šol pa je, da se vsaka na svoj način spoprime s tovrstno problematiko ob upoštevanju prizadevanj vseh sodelujočih partnerjev.